Gre za to, veste, da slovenska ustava svobodo vesti oziroma svobodo veroizpovedi jamči vsem osebam, torej tudi otrokom in tako tudi dojenčkom. Zato menimo, da je krst dojenčkov v nasprotju z 41. členom slovenske ustave, kajti ko je otrok krščen, postane član recimo katoliške cerkve in to brez svojega soglasja. Mogoče govorimo o neke vrste prisili, ampak vseeno se mi zdi, da pri krstu gre za odločitev staršev, ki nenazadnje so odgovorni za vzgojo in verjetno si želijo vzgajati otroke po tem, kaj oni verjamejo. Sama cerkev trdi, da je Jezus rekel, prvo učite in nato krstite. Se pravi, že to kaže na to, da dojenčkov ne moreš krstiti, ampak je treba prvo učiti in povedati, zakaj se gre, in se pa sami odločijo, ali bodo šli v cerkev ali ne, ker Bog je dal vsem svobodno voljo. Cerkev priznava samo formalni izstop, medtem ko pa recimo pravi dejanskega izstopa pa ni, ker ona ne želi izbrisati krsta. Veste, krst pa je tisti moment, ki otroku, oziroma vsaki osebi naloži velike obveznosti in te obveznosti, tudi če formalno izstopiš, ostajajo naprej. Veste, ker imaš status vernika in vse obveznosti se vežejo na status vernika, ne na status članstva. Veste. Zdaj zbirate podpise, kako vam gre, koliko jih pričakujete in kaj boste z temi podpisi storili? Zadosti. Podpise smo začeli zbirati včeraj, ponedeljek. Imamo že zdaj okoli 250. Zbirali bomo nekaj mesecev, zbiramo elektronsko, se pravi preko interneta, pa lastnoročno na stojnicah. Danes smo v Ljubljani, potem bomo šli v Maribor, Celje, Nova Gorica, pa še kakšne druge kraje. In ko bomo končali z zbiranjem peticije, bomo peticijo predali državnim organom, se pravi državnemu zboru, vladi, pa tudi varuhu človekovih pravic, ki bi moral biti po našem mnenju bolj aktiven in nekaj narediti, da bi se zaščitili otroci.